tole ne bi bil Ideja podcast, če ne bi, nekaj sva se tudi dotaknili na psihedeliko, ampak malo bolj specifično me zanima, zato ker čisto osebno me zanima, zato ker to je bila nekako tista točka v mojem razvoju, ki me je pahala stran od materializma in mislim, da lažje lovim balans med temi dvemi svetovi, ravno zaradi psihedelikov. Jaz sem že večkrat prebral, da si tudi ti, pa prej si omenil, si bil v Peruju, pri šamanih, ki se ukvarjajo z ayahuasko. Kakšno je tvoje mnenje glede teh orodij, ki zdaj pridobivajo spet na popularnosti? Jaz zelo spremljam, kaj se dogaja, kaj se razvija, spet prihaja do neke renesanse na tem področju, ki se je zgodila tudi v 60-ih, pa je pol zamrla. In doskrat, ko menim mogoče kakšnim starejšim ljudem v Sloveniji, ki imam pogovore z njim, pa se ukvarjajo z duhovnostjo, jaz mislim, da lahko rečem, da v 99% so proti temu. Je pa tudi res, da v 99% nimajo izkušnje s tem, ampak so pa proti. In to sem zelo razmišljal, zakaj je temu tako, in verjetno je tukaj nek tak zeitgeist ali pa duh časa jugoslovanskega, naše socialistične zgodovine, ni bilo teh substanc tukaj prisotnih, bolj bazira tudi krščanska vera na alkoholu, Te stvari so zelo take šamanske. Alkohol je dovoljen. Ja. Alkohol je dovoljen. Zdaj pa tvoj pogled na te stvari. En del, zakaj so ljudje proti temu, je torej ena paradigma v družbi, ki je družba zgradila skozi leta, torej vse tisto, kar je prepovedano, kar je kriminalno dejanje, vse tisto je škodljivo. Torej, absolutno. In večina ljudi pomišlja, vse, kar te lahko opije, spremeni tvojo zavest, je škodljivo. In ljudje so a priori proti temu. Ne mi govoriti o tem, to je tisto, ko se drogirajo. Okay. Nas imamo recimo v starih časih je bila prisotna volčja češnja, beladona, ki še dan-danes, ampak naredijo nam slabo ime, recimo pri Samoboru par let nazaj, je župan tam enega malega mesteca, še svojo družbo, so se dobesedno ob tabornem ognju nažrli beladone in so bili tako zadeti, ker so šli preko meje, da je eden od njih padel v ogenj in niso opazili, da je zgorel. Da je umrl, pa na pol zgorel, da so ga zjutraj našli. Take stvari delajo škodo. Kot sem rekel, torej že prej, takšne snovi so koristne za to, tudi tebi je to pomagalo, da dobiš uvid na naslednji štuk, kamor želiš splezati, da vidiš, da je to nekaj, kar ti v tem ego se izgubi, v tem ego ne funkcionira takrat, logika ne obstaja. In lahko je boleče zaradi tega, Ja, in torej vidiš to, recimo, ko sem jaz bil na ayahuaski, jaz sem točno videl, torej v tistem stanju sebe, ljudi, ki so preko takih debelih energijskih vrvi pripete na moj pleksus in se hranijo z mojo energijo. In jaz sem mislil, da jih moram podpirati zaradi tega, ker sem dolžen to narediti, ker sem terapeut. Ko sem to porezal, tisto delna razsvetlitev. Jaz druge izkušnje nimam, razen z rdečo mušnico, ampak to sem delal brez strokovnjaka in sem bil preveč previden, pa še tako, ko sem bil sam doma. Je bilo to v Sibiriji? Ne, doma sem jaz to nabral. In sem potem preizkušal in sem šel, tukaj sem je ko me je začelo malo nositi, sem nehal, ker me je bilo strah. V Sibiriji sem pričakoval, ker Sibirija v severnem delu uporablja mušnice. Tam, ker sem jaz bil Tuva, to je na mongolski meji, tam pa v stanje transa vstopajo z bobni šamanski, s plesom, petjem tistih njihovih šamanskih napevov. Nobene droge ni nikjer, torej na ta način.
za razliko od tega tam torej v Južni Ameriki, Peruju, konkretno sem jaz bil, pa v temle, da se ni važno. In tam pa samo s pomočjo to in sredstvo, čeprav je to tudi ritual. Torej, mi smo bili 7 dni v centru, 7 dni smo se hranili temu primerno, torej po šamanski, ja, tako, in šli smo trikrat v teh 7 dneh, trikrat v ta proces z ajovasko, zraven tega je dnevni ritual, obredno kopanje, skratka, ja, predavanje in tako naprej, sodelovanje pri pripravi ajovaske rastline in tako naprej, skratka, to je proces in to ni enako, kot če v Slovenijo pride šaman. Lahko je dobro, ne vem, jaz sem bil v Sloveniji samo enkrat, pa ni bil šaman, ampak je bila slovenska šamanka, in imam od tam izkušnjo, ampak neprecenljiva izkušnja je tam v avtentičnem okolju, ker tam imajo tudi na kolektivni ravni zavesti, oni imajo to noter, oni so prepričani, odprti v to in to je del njihove kulture na koncu koncev, ne? Ja. Se pravi, nisi proti tem sredstvom? Ne. Ja. Absolutno nisem, sem pa proti rekreativnem jemanju tega kar tako. Je pa problem v tem, da to je za zrele osebnosti, torej sem imel nekaj primerov, ki sem jih kot terapeut reševal, ko so ljudje, ki so v zelo slabem stanju, telesno, v odnosih, jezni, užaljeni in tako naprej, v teh vzorcih, konceptih šli na ajovasko in so potem imeli težave, zato ker jim je ajovaska, ti odkrije tisto, da vidiš, torej nezavedno, ja. Luč ti prižge v klet, kamor si metal vso kramo. In to, torej, oseba, ki ni zrela, ko to vidi, zelo težko sprejme. Ne more se soočiti. Torej, jaz, da sem takšen, wow. To zelo težko sprejme, zaradi tega je to mislim, ne svetujem na ta način. Zdaj, pomisleki so tudi glede zdravstvenega stanja, recimo, ali bi smel srčni bolnik. Ne vem. Torej, ali bi vsak srčni bolnik to zdržal. Ne vem, še delavnice, recimo jaz, ki imam na Ižu in to mi povdarimo, torej to ni za srčne bolnike in to ni za psihične bolnike, zato ker ne veš, kaj se bo dogajalo, ker ne veš, ker jaz imam izkušnje z delavnic za psihični bolniki, jih dobesedno raznese v učilnici, ko predavam, ko gremo v proces, se nekontrolirano obnašajo, mislim, svašta se dogaja, in potem ne moreš za take odgovarjati, mi pa terapeuti, voditelji delavnic nimamo mehanizme, da bi selekcionirali to, ampak obvestimo pa, da je to ni primerno, tudi ko smo šli na potovanja, torej v puščave po svetu drugod, je bilo jasno napisano, ni za srčne bolnike, ker ti, če hodiš 20 km po puščavi po dnev na tisti vročini, torej, če si srčni bolnik, lahko boš umrl. Ja. Torej, ni za tebe to preprosto. Ja, mislim, da vsaka akcija ima mogoče neko zvezdico zraven, lahko. Tako da tudi take stvari, ki so tako močne, kot sva rekla, za nekoga bo hoja po stopnicah lahko usodna, ker je srčni bolnik, ampak jaz mislim, da sam zaradi tega ne smemo spet vse v en koš vršiti, da je neuporabno. To je to in mislim, da s časoma bo prišlo tudi do teh, torej renesansa, kot si rekel prej, renesansa tega, da je nekoč se THC uporabljala za zdravljenje, da mi imamo za THC, za te snovi imamo receptorje na naših celicah, ki to sprejemajo. Torej, po moje, tist, ki je naredil inženiring za človeško bitje, mater se je moral receptor dati za to in je predvideval, da bomo to jemali, Ja. In bo to, ko ne bo to inkriminirano, ko bo to dovoljeno, ne bo več tega kriminala, ne bojo služili na temo, ne bojo, torej marsikaj od tega se bo odprlo, mogoče tudi bojo lahko delovali strokovnjaki na tem področju, mogoče bojo, ne vem, neozdravljivo bolnim in bojo dali, da si skadi 2 jointa na dan, pa bo srečen cel dan, ali pa Torej, posplošujem seveda, ampak tu imamo mi rezerve, ker po svetu to ni prepovedano, Veš, ker
tam recimo, ne vem, tudi v Indiji ali pa kje tam je alkohol prepovedan, ampak tam alkohol nima tradicijo. Smo prišli v eno manjše mesto, strogo. V tem mestu ni piva, ni absolutno alkohola, travo lahko pri kelnerju dobiš, ti joint naredi, potem lahko dobiš malo smole, ti raztopijo ali pa karkoli. Lej, to je pa normalno. Čeprav tudi to spremenja zavest, ne, ampak Ja, mislim, jaz vedno tako ločim, ne, imamo substance, ki so zakonsko dovoljene, zakonsko nedovoljene. Substance, ki so toksične za telo, ki niso toksične za telo, in substance, ki so uporabne in neuporabne. In to so vse različne kategorije. Ne? In mi zdaj trenutno imamo besedo droge in vse damo tja. Ne? In to je velika napaka, ker nimamo tega finega. V športu, ne? Tako je, ja. Torej, eno je doping, ki je, torej sredstva dopinga po definiciji so vse tista, ki pripomorejo k izboljšanju naših psihofizičnih sposobnosti. Zdaj pa, katera so pa nedovoljena, predvsem tista, ki vzpostavljajo nelojalno konkurenco. Ena od teh so pa tudi škodljiva. Ampak je vprašanje včasih, ali ni manj škodljiv neko sredstvo, ki je doping, pa ti pomaga regenerirati jedra, ali pa brez tega skuriš jedra s preveč treningov. In to je potem. Ampak vse, kar je, recimo tisto, kar je danes še dovoljeno v dopingu sredstva, ko ugotovijo, da je ful učinkovito, naslednje leto bojo dali na listu, da ni dovoljeno. In to gre tako. Nekoč 6 leta na olimpijskih igrah 56 v Melbourneu so bili anabolični steroidi legalno sredstvo dovoljeno. V ameriški košarki še, jaz sem se z Vlado Divcem pogovarjal, je bil večkrat pri meni, kaj pa anabolični steroidi, pogovarjal sem se 5 let nazaj z njim, je rekel, ja, na začetku ti ne dovolijo, pol pa lahko delaš karkoli hočeš, samo da se razviješ. Ne? In tam vidiš košarkaša, ki pride takšen suhec 2,10 m, potem ga pa vidiš čez eno leto, wow, se je pa razširil, muskularn, to ne moreš na naravni način. In je to dovoljeno. Ne? Z druge strani je pa koka pri njih prepovedana, tu noter ne dovolijo pa travo, pa tako. Ne? To je zelo relativno, ne? Vendar človek, ki lahko zasluži na leto 100 milijonov, pa karkoli bi pojedel. Ja. Ne? Torej, samo da mu to omogoča. Ne? Tako da to... Ja, mi moramo paziti, ne, tudi pri teh stvarih.